Pozdravljeni. Danes so zopet na vrsti vaša vprašanja in pobude. In tokrat se bomo ukvarjali z vprašanjem, ki je verjetno prišlo na misel marsikomu izmed vas. Zakaj ekipe Formule 1 sploh predstavljajo novo barvno shemo in ne novega bolida? Problematika predstavitve barvne sheme namesto bolida aktualne sezone je seveda prisotna v svetu Formule 1 že kar nekaj let. Težava je v tem, da pred začetkom sezone 2022 je ta navada se izjemno razširila med raznimi ekipami v Formuli 1. In če mi navdušenci nekako že pričakujemo, da pri ekipi Williams ter pri ekipi Haas ne bodo pokazali pravega bolida, je bilo dejstvo, da so pri ekipi Red Bull se poslužili iste metode, negativno presenečenje. A verjetno je sedaj treba nekako najti pravi odgovor na vprašanje, zakaj sploh ekipe to počnejo. In tu bi si rad sposodil stavek, ki ga je izrekel Enzo Ferrari. Parafraziram. Reči otroku naj nariše športni avto in narisal ga bo rdečega. In seveda tu ne trdim, da Enzo Ferrari je bil zagovornik predstavitve barvnih shem, še zdaleč ne, ampak zadev je bistvo. Verjetno za povprečnega navdušenca je razlika med enim in drugim bolidom na štartnem razporedu predvsem tista v barvni shemi. Nekateri bolidi so rdeči, drugi so beli, tretji so modri in četrti so srebrni. Ampak da bi videl pravzaprav, kakšna je razlika med lansko in letošnjo izpeljanko, je že morda malce preveč pričakovati. In zato se ekipe povečinoma tudi poslužujejo takšnih ukan. A treba je priznati, da tokrat se je zgodilo nekaj zanimivega. Namreč ekipe niso samo objavile datuma, tako da bi si kdo izmed nas mislil, glej, predstavili bodo nov bolid, ampak priznali so, da gre za predstavitev barvne sheme in ne novega bolida, kar je velik korak naprej v primerjavi s tistim, kar smo videli lani. Treba je priznati, da mnoge ekipe so tudi še v lanski sezoni v navednicah presenetile publiko, tako da so brez najave v javnost poslale določene računalniške simulacije, kako naj bi izgledal njihov bolid, seveda z novo barvno shemo. In to je seveda pritegnilo pozornost medijev, ki so začeli pisati o novem bolidu, ki v resnici to ni bil. A tudi letos, kljub temu, da so ekipe napovedale nove barvne sheme, lahko vidimo, da kar nekaj se jih bo uradno poslužilo te, imenujemo jo, nadležne navade. Tu, poleg mene, so uradni datumi za predstavitev vseh ekip. In če pogledate zgoraj, v levem stolpcu prvi trije datumi so tisti, ki že sedaj pomenijo predstavitve barvnih shem in ne bolidov. In vidimo, da gre za ekipo Haas, za ekipo Williams in ne smemo pozabiti na Alfa Tauri. Poleg tega bomo lahko videli še pri komu drugemu tam med onimi zgodnjimi ekipami, da se bo zgodilo nekaj podobnega. Namreč predstavljamo si lahko nekaj, da ekipe v tem trenutku mrzlično delajo. In marsikateri bolid do predvidenega datuma ne bo pripravljen. In tu bi rad poudaril zanimivost. Namreč pri ekipi iz Faence njihov bolid ne bo pripravljen za predstavitev v New Yorku. Pri njihovi sestrski ekipi z Milton Keynesa, ki bo imela predstavitev 8 dni prej, prav tako v New Yorku,
pa bo vse nared. Lani so nas pri Red Bullu malce povlekli za nos. Upam, da letos kaj takega ne bomo videli. A tu je treba poudariti še nekaj, namreč tisti, ki prvi predstavi svoj bolid, v bistvu doseže to, da vsaj nekaj dni je vsa pozornost namenjena njemu. In tu je treba poudariti, da pri ekipi Haas so mojstri predstavitve barvnih shem. Videli smo to na začetku lanske sezone in letos njihov uradni datum je oni 1. V obeh primerih seveda gre za predstavitev barvne sheme. In zanimivo je bilo, kar se je zgodilo lani. Namreč mnogi poznavalci Formule 1 so začeli s tehnično analizo onega, kar so predstavili pri ekipi Haas. Brez da bi opazili, da gre samo za nek konstrukt, nek model, neko računalniško simulacijo. In tu lahko vidimo, da pri ekipi Haas so tradicionalno prvič svoj bolid pokazali praktično na jutro pred začetkom zimskih testiranj. In dvomim, da bo letos kaj drugače. Ampak prišli smo do zanimive točke, namreč pri ekipi Alfa Tauri sem dejal, da v bistvu moštvo ne bo pripravljeno za pokazati pravi bolid. Nekaj podobnega smo lahko videli pri ekipi Williams. Namreč 4 sezone nazaj smo lahko videli, kako so z velikim poudarkom predstavili novega glavnega pokrovitelja, seveda na starejšem bolidu, na praktično zadevi, ki je bila nam navdušencem že znana. Ampak nihče takrat ni govoril o barvni shemi. Seveda zopet so mnogi začeli z tehnično analizo, a zanimivo je bilo, da na zimskih testiranjih se je pojavila ona gromozanska napaka na prednjem vpetju, ko so bili bolidi ekipe Williams praktično prisiljeni biti parkirani v garaži, kajti prednjega vpetja dobesedno ni bilo. Kako ga ni bilo, če smo ga videli na predstavitvi? Seveda, na predstavitvi smo videli stareče šasije. In to je tisto, kar nam pove, v kakšni gneči so pri ekipah in zakaj se poslužujejo tega. Namreč manjše ekipe hočejo biti na vrsti prej, da jih bo nekdo opazil, kajti če bi njihov bolid bil predstavljen isti dan kot na primer bolid skuderije Ferrari ali tovarniške ekipe Mercedes, bi jih malo kdo sploh opazil. In sedaj vidimo v Formuli 1, kako je postalo vse odvisno bolj od oddelka za stike z javnosti, kot od oddelka naprimer za tehnični razvoj oziroma športnega oddelka. Težava je, da bolid ni izdelan do določenega datuma, ko so oni za stike z javnostjo že rezervirali določen termin. Čeprav po drugi strani z moderno tehnologijo se lahko naredi tudi virtualno predstavitev, kar bo tudi letos stalnica. A po drugi strani lahko vidimo, da vsaj nekaj se je spremenilo na bolje. Vsaj pri 3 ekipah že sedaj v tem trenutku vemo, da gre za barvno shemo in ne za predstavitev pravega bolida. Zanimivo bo videti, koliko piscev bo lahko kljub temu, da je vse dobro znano, nasedlo tej ukani. Ampak dvomim, da se bomo tudi v prihodnosti te izjemno grde navade rešili. In mene osebno ni nekako strah, da bi me kdo ukanil, da sam ne bi opazil razlike med tistim, kar je bilo prejšnjo sezono in kar so pripravili za sedanjo sezono. Mene osebno pri vsej tej zgodbi moti naslednje. Namreč neprestano ponavljati ene in iste zgodbe o tem, kako pri ekipi pravzaprav niso predstavili nič novega. Čeprav so na šasijo dodali kar nekaj izjemno lepih nalepk,
ki pa bolida kot takega ne naredijo ne hitrejšega in ne počasnejšega. A zato seveda bomo imeli še kar nekaj časa za razpravo v prihodnjih tednih. Za danes bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.